Direktor podjetja Rudi Deržič je leta 1995 ustanovil podjetje za ključavničarsko delo na terenu, ker razen garaže niso imeli svojih delovnih prostorov. V dobrih 2 desetletjih so se zgodili tako vzponi kot padci, se spominja. Kljub temu je podjetje postopoma raslo in danes velja za največjega slovenskega proizvajalca protipožarnih vrat. Praktično te vrata prodajamo po celem svetu, na vseh kontinentih. Drugače pa največji kupci so, Kontejner Celje, to je firma ABB, ki naroča pri njih. Potem so pa kupci od firme AS Abloy, ki so po celi Evropi, to so pa v glavnem vrata za bolnišnice. Kovinsko predelovalno podjetje izdelke vgrajuje tudi v druge objekte, kot so nakupovalna središča, hoteli in zahtevnejši stanovanjski objekti. Praktično vsi naši izdelki so strogo po naročilih. Za znanega kupca nič ne delamo na zalogo. Tako da za to široko potrošnjo, se pravi za masovno proizvodnjo, za ljudi, za navadne stavbe enostavno smo predragi. V podjetju, v katerem so v lanskem letu ustvarili dobra 2 milijona evrov prometa, je zaposlenih 25 oseb. Te nove produkte razvijamo praktično družina, to je sin Miro, Rudi, pa tehnologi, pa pol so še jaz zraven. Da dam zadnjo besedo, ali je investicija opravičljiva ali ni. Ukvarjajo se tudi s fotovoltaiko, saj imajo največjo sončno elektrarno s sledilnim sistemom pri nas. Sledilniki proizvajajo električno energijo, se vrtijo proti soncu dvoosno, se pravi, da zmeraj sonce v sledilnik sije po kotom 90 stopinj, ker takrat je najboljši izplen elektrike. Na saniranem smetišču pa zdaj edini v Evropi gojijo pasmo govedi mini Heriport. Ranč so opremili s fotovoltaično ploščo s prej omenjenim sledilnikom in manjšimi vetrnicami. Tako da bomo videli, koliko še vetrna energija doprinese, samooskrbi in ekološki naravnanosti. Podjetje izvozi skoraj tretjino svojih izdelkov, na tujih trgih pa letos pričakujejo 20% rast. V letošnjem letu obeležujejo 25. obletnico obstoja, že kmalu pa jih čaka nova večja investicija, saj bodo dogradili novo proizvodno upravno stavbo. Zaradi tega, ker želimo eno proizvodnjo seliti kompletno v novo proizvodnjo stavbo, ker če želimo laser, ki ga imamo zdaj trenutno montiranega, ki je v fazi preizkušanja, že v zagonu, moramo nadgraditi z 7 policami še in to v tem objektu obstoječem ni možno. Vrednost novega poslovno-proizvodnega objekta, ki bo predvidoma zaključen do konca letošnjega leta, bo znašala približno 1,5 milijona evrov. V naslednjem letu sledi še ena večja investicija, nadgradnja laserskega sistema v vrednosti približno 1,2 milijona evrov.